Hvala za besedo. Jaz vam predstavljam polemiko Jakoba Neusnerja, ki je bil eden izmed pomembnejših judovskih avtorjev 21. stoletja, ukvarjal pa se je s področjem medreligijskega dialoga. Sam je izdal skoraj 1000 knjig, člankov in ostalih besedil. V tem referatu pa bom predstavila njegovo najbolj kritično predpostavko, ki je doživela tudi odziv papeža Benedikta. Obravnavala sem njegova stališča v delih Jezus iz Nazareta in The Myth of a Common Tradition. V slednjem delu oriše metodo empatičnega pristopa k drugemu, kjer ohraniš svojo suverenost, da razviješ duhovno razumevanje religijske resnice drugega. To je uporabil v svojem pisanju knjige Rabin se pogovarja z Jezusom, kjer bralcu pokaže, kako priti do razumevanja. Kako kot Jud lahko on preide do razumevanja krščanskega sporočila, brez da bi s tem izničil svojo vero ali vero kristjanov. Jakob Neusner je bil dolgoletni predavatelj in akademik svetovnega kova, ki je pogosto vzbujal pozornost z nezaslišanostjo svojih provokacij, tudi političnega sveta. Cerkvi je spregovoril večkrat kot Jud, kot rabin in ob nekaterih priložnostih tudi škofom. Kot nepozabnega misleca pa ga je gotovo ustoličil Benediktov odgovor v knjigi Jezus iz Nazareta. Bil je predvsem rabin, ki je s svojim akademskim delom znatno prispeval k razvoju in raziskavam rabinskega judovstva. Njegov polemicistični pristop in vzemi ali pusti način z nagnjenostjo k soočanjem pa se bo zagotovo zapisal v zgodovino kot markantna akademska in rabinska osebnost, ki ne sme biti prezrta v raziskovanju razsežnosti judovsko-krščanskega dialoga. Sam Jakob Neusner je rekel: "Nekdo me je nekoč oklical za najbolj prepirljivo osebo, kar jih je kdaj spoznal. Zdaj sem srečal sebi enakega, papež Benedikt XVI je prav tako iskalec Božje resnice." Krščanstvo in judovstvo si med seboj le navidezno delita simbole in izraze, ti prinašajo v lastnem avtentičnem kontekstu popolnoma svoj pomen, vera pa druga drugi ne predstavljata niti ozadja, niti nadaljevanja. Zaradi popolnega nerazumevanja je nemogoč tudi konflikt. V knjigi Rabin se pogovarja z Jezusom Neusner ponazori, kako duhovna in povsem bivanjska izkušnja ljudem bodisi omogoča sprejem evangelija kot Božje besede ali pa je dojeta kot nebistvena za judovsko stvarnost. Predvsem je pomemben poudarek, da so Jezusovi sledilci in farizeji kot dve skupini, ki jih je Neusner izbral za opazovanje, popolnoma različni ljudje, ki govorijo o popolnoma različnih stvareh drugim popolnoma različnim ljudem. Vsak se zavzema za vsak program in tudi ob videzu, da gre za podobne pojme, ob opazovanju okoliščin ugotovimo, da do razumevanja in pogovora niti do konflikta ne more priti. Tako lahko na površju sicer ugotovimo, da gre za dva izraza Izraelove religije, ki imata zaradi vrste predispozicij drugačno dojemanje skoraj vsega. Da do konflikta v pravem pomenu besede lahko pride, potrebujemo vsaj enako dejstveno predpostavko. Potrebujemo normativno navodilo in kršitev, ki dokazuje konflikt, če se opremo na pravo. Pri obravnavi judovstva in krščanstva je hitro jasno, da so dejstvene predpostavke popolnoma različne. Farizeji želijo, da bi bil Izrael svet v večnosti, ki je tukaj in zdaj, Jezus pa prinaša odpuščenje grehov v pripravi za nebeško kraljestvo. Kot primer odsotnosti konflikta, ki bi ga lahko obravnavali skozi enakovredne dejstvene predpostavke, navedimo Jezusovo izganjanje trgovcev v templju. Neusner trdi, da je bil Jezus v tem dejanju ne samo nerazumljen, temveč dojet zgolj kot norec. Čemu? Judovstvo je skozi zgodovino v svoji teocentrični družbi razvil pomembne navade, ki so omogočale izpolnjevanje zapovedi in tempeljske službe. Vsakodnevne daritve v templju so najpomembnejše za odkupitev naroda. Pol šekla je moral darovati vsak Izraelec, upravičene so bile zgolj otroci in ženske, pa tudi za njih je bilo zaželjeno, da nekdo drug plača teh pol šekla. Ljudje so prihajali iz različnih dežel darovati različne zapovedane daritve s svojim denarjem in menjalci so jim omogočili menjavo za zapovedanih pol šekla.
Jezus je s svojim dejanjem izzval enostavno dejstvo, da so dnevne daritve zapovedane od Boga in da so dejansko v službi odrešenja grehov naroda. Neusner pravi, da bi mize lahko prevrnil samo nekdo, ki bodisi zavrača izrecno učenje Tore po vsakodnevnih daritvah, ali pa nekdo, ki ima moč in namen postaviti svojo mizo. Sposoben je torej tudi videti ta dvojni pomen, ki ga v svojstvenem kontekstu prinaša Jezusovo delovanje. Tako avtor razume krščanstvo kot popolnoma novo. Sam v drugih delih, nekaterih člankih, interpretira odnos med judovstvom in krščanstvom ne kot bratski religiji, niti ne kot odnos matere in sina, sam na dinamiko gleda kot na ločitev. Judovstvo je unikatna religija, krščanstvo pa absolutna in univerzalna. Absolutnost krščanstva je moč ugledati v osebi in delu Jezusa Kristusa, vendar le vkolikor ostanemo skladni z nujnimi predpostavkami krščanske religije. V vsem času in večnosti je bil in bo samo eden absolutno utelešen, to je Jezus, in le en evangelij, evangelij odrešenja po Jezusu Kristusu. Preko opazovanja dveh religij skozi njune najvišje pridevnike, absolutnosti in unikatnosti, se dotaknemo tudi bistva simbolne disonance. Kar zveni znano, še ne pomeni, da z Jezusom ni dobilo povsem novega pomena. V jedru obeh religij namreč ležijo podobni simboli. Unikatnost judovstva judovska rabinska misel izpelje iz naslednjih tipoloških narativ. Izrael je antipod Adama in zgodovina Izraela je antipod zgodbi Edenskega raja. Adamov padec je vodil v popoln razkroj človeštva, obnova pa se začne z Abrahamom, ta pa se tudi sklene pod Sinajem z Mojzesom in celotnim Izraelom. Konec navedka. Krščanska absolutnost pa raste iz začetek navedka, z Jezusa Kristusa, poslednjega Adama, ki služi kot Izrael. Avtor, glede na to, izkazuje specifično zaskrbljenost glede razvoja dialoga s takšnim krščanstvom, ki razvija nekoherentne teologije. Predvsem preti krščanstvu pri obračanju k rabinskim verom za reševanje skrivnosti Pavlovega pojma postave ali evangelskih pojmovanj Mesije in odrešenja nevarnost, da se implicitno, a neizbežno, po takšnih procesih identificira kot oblika reformiranega judovstva in ne kot avtonomna in popolnoma nova religija. Tako pridemo do nezmožnosti dialoga. Eksegeza Pavlovih pisem skozi izročilo dvojne Tore je neskladno z Neusnerjevo kognicijo razmerij med krščanstvom in judovstvom. Pravi, oni, ki uporabljajo ustno Toro za eksegezo Pavla, ne le kršijo pravila zgodovinske pomembnosti, temveč predvsem motijo naravni tok teološke misli. Razlog je v tem, da predpostavljajo kontinuiteto, kjer je bil in kjer je moral biti radikalen prelom. Izid tega je predvidevanje, da so se ljudje lahko razumeli, ko pa si, in to je dejstvo, ne delijo nikakršnega skupnega jezika. Iskanje podobnosti kot vstopne točke dialoga je torej kontraproduktivno. Neusner tudi Judom očita, da z vztrajanjem na materinskem položaju vabi in s tem, da želijo imeti dialog samo z zgodovinskim Jezusom, vabijo v neavtentičen dialog, ker ne želijo imeti dialoga z kristološkim Kristusom. Tako ostajamo na statusu quo, kjer je judovstvo materinska religija in krščanstvo vztraja na teologiji versus Izrael. V članku obravnavam tudi Martina Bubra kot kontekst Neusnerjeve misli, zato da bi bolje razumeli avtorjeva izhodišča o unikatnosti judovstva in absolutnosti krščanstva. Neusner se v svojem pisanju namreč poslužuje nekoliko poljudnoznanstvenega sloga, ki bi njegovim delom lahko na videz zmanjševalo vrednost. Vendar, če vzamemo nekaj predpostavk, ki jih je navedel, in jih umestimo v širši kontekst mislecev dialoga, postanejo njegove ugotovitve še bolj verjetne in trdne. Martin Buber je ostal zvest vsaki religiji v izbiri izrazov. Primerjal je krščansko pistis kot vero posameznika, ki raste iz dejanja in po sledenju intelektualnemu redu, ki kristjanu kaže, da je nekaj nujno resnično,
z judovsko emuno, ki ni nič manj kot kolektivna Izraelova bivanjska zavest o kolektivnem doživetju teofanije skozi generacije. Ta zavest Judu omogoča oseben odnos z Bogom in je vera celotnega naroda. Brez enega ni drugega. Tudi Buber je v svoji temeljitosti in izjemnosti navkljub izpostavil zaenkrat nerešljiv problem paralelizma, ki ga navede prav na koncu knjige Dva tipa vere. Judovska vera in vera krščanstva sta si po naravi različni, vsaka v skladu s svojo človeškostjo, in ostali bosta različni. Dokler človeštvo ne bo zbrano iz izgnanstva religij v Božje kraljestvo. Vendar imata Izrael, hrepeneč po obnovi svoje vere skozi prerojenje posameznika, ter krščanstvo, hrepeneče po obnovi svoje vere skozi prerojenje narodov, med seboj nekaj neizrečenega, pa tudi pomagata si lahko. Nekaj, kar bi v tem trenutku težko zasnovali. Mislim, da se lahko vsi skupaj ustavimo ob tem dejstvu, da je Buber 6 let po koncu druge svetovne vojne zapisal stavek, da krščanstvo hrepeni po obnovi svoje vere skozi prerojenje narodov. V članku obravnavam tudi Franza Rosenzweige in njegovo delo Zvezda odrešenja kot primer, ki ga je tudi sam Neusner izpostavil v svoji knjigi, ker je vabil teologe obeh religij naj nagneta svoje napore k oblikovanju teologije o drugem. Predpogoj za oblikovanje predpostavk dialoga je torej tvorjenje teologije krščanstva v judovstvu in teologije judovstva v krščanstvu, ki bo izpeljana iz predpostavk popolne suverenosti obeh religij in bo izrekala resnice v popolni skladnosti in spoštovanju do obeh naukov. Kot primer poskusa, čeprav ga označi za nekoliko naivnega, le na kratko omeni Franza Rosenzweiga, ki si tu kot primer medreligijskega konstruktivizma, če smem temu tako reči, zagotovo zasluži daljšo obravnavo. Večno življenje je bilo vsajeno v Izraelovo sredo z razodetjem na Sinaju. Pomen te večnosti pa ni v neprekinjenem trajanju v času, temveč je vetnost ujeta v sedaj, med utrjeno preteklostjo in nespremenljivo prihodnostjo. Spremembe so za narode ključne. Vitalnost je potiskanje vsakega dne v preteklost in s tem ustvarjanje prostora za naslednji dan in tako naprej. Narodi živijo v teh spremembah, te spremembe pa najdejo svoj izraz v običajih in v pravu. Običaji izrastajo iz preteklosti, pravo pa zagotavlja narodu prihodnost. V Izraelu je to popolnoma drugačno in definirano zgolj z Toro in razodetjem na Sinaju. Medtem ko narodi živijo v revolucijah, v katerih pravo vedno znova slači kožo, pa Izrael živi v nespremenljivi sedanjosti. To sedanjost predvsem določa medgeneracijska solidarnost v praznikih, kjer se ded in vnuk vsak drug v drugem vidita tako prvega prednika kot zadnjega potomca. Vsako preteklo leto je v enakem razmerju do sedanjosti, kar se posebej močno doživlja ob judovskih praznikih. Tako, toliko o tem, ker čas beži in gremo naprej. Obe religiji sta za Franza Rosenzweiga končno enakovredni, medtem ko si nobena izmed njiju ne more prisvojiti resnice, ki da se razkriva šele ob koncu časov. Judovstvo je življenje, ki je bilo že v začetku pri očetu, krščanstvo pa je pot, ki k njemu vodi tiste, ki v začetku še niso bili z njim. Kakšno pot naprej začrta Neusner? Krščanstvo predvsem svetuje, da naj se ugleda v luči novosti, kakor so cerkev, zrn in njeni očetje, kot popolno novo stvarjenje od Adama naprej in ne kot podrejeno religijo judovskega nasledstva. In ko se bo judovstvo dojelo na način, kot so ga videli modreci ustne Tore, kot izjavo Božjega zakona za vso človeštvo, šele takrat bo dialog zares možen. Oblikovati teorijo o drugem na način, da ga lahko znotraj svoje vere spoštujem in prepoznavam drugemu legitimnost znotraj strukture moje lastne vere, je pa centralna misel Jakoba Neusnerja na temo dialoga. Krščanstvo se je in se vedno znova bo po odgovore najprej obrnilo k Svetemu pismu. Na tem mestu opozorimo na svetopisemski odlomek, ki bi v svojem kontekstu in s temeljito eksegezo lahko osvetlil pot k oblikovanju krščanske teorije judovstva. Jezusov odziv na vprašanje posta je osupljivo temeljit.
natančen in v celoti povzema smisel napora oblikovanja teologije drugega v krščanstvu in judovstvu. Tako krščanstvo kot judovstvo sta deležna opisa s svetopisemsko simboliko in kljub kontrastu starega in novega enakovredno upravičena obstoja. Celo več, v obeh primerah obstoj enega pogojuje obstoj drugega, pogoj za takšno sobivanje pa je ravno popolna suverenost, saj se v nasprotnem primeru uničita tako meh kot vino. Okoliščina odlomka nas vabi tudi k kontemplaciji skrivnosti Jezusovega krsta in vloge Janeza Krstnika. Odločilno pa Jezus tudi na tem mestu poudarja novost evangelija, tako v simboliki kot sporočilu. Hvala.